Poglejmo si danes še, kako naredimo preprosto spletno stran v Canvi. Najbolj pomemben korak je takoj na začetku, da poiščemo ustrezno predlogo. Torej, kliknemo na Ustvari izdelek ali iščemo med predlogami. In pri strani imamo verjetno že spletna mesta. Lahko izberemo točno določeno, poslovno spletno mesto ali kaj drugega, lahko pa pustimo kar vse in brskamo med predlogami. Lahko pa seveda ustvarimo tudi povsem prazen izdelek, če kliknemo na spletno mesto. Lahko gradimo spletno stran iz nič, oziroma če raje uporabljamo predloge, iščemo izdelek predloge. Jaz bom uporabila eno izmed predlog. Tukaj žal ni kot pri fotoknjigi, da nam povsod pokaže, koliko strani ima določena predloga. Pri nekaterih ja, pri nekaterih ne. Te, ki imajo ta kot nek play znakec, pomeni, da vsebujejo video na začetni strani. Iščem, recimo, da izberem tole. V tem primeru lahko izbiram, katere strani dodam ali uveljavim vse strani, ker imam prazen izdelek, podobno kot pri fotoknjigi. Zdaj, če dam uveljavi vse, se mi torej pokažejo vsi razdelki, ki jih bo spletna stran vsebovala. Podobno kot pri ostalih predlogah, lahko zamenjamo vse slike, besedila, prilagodimo barve. Torej, če imamo neko svojo naloženo sliko, jo samo primemo in spustimo v predel, kjer je predvideno, da bo ta fotografija. In oblikujemo torej vse po svoji meri. Prav tako lahko dodamo animacije. Bomo videli, kako bo to potem izgledalo na spletni strani. In vsako od teh strani seveda lahko izbrišemo, nadomestimo, dodamo, kakorkoli. In ko smo zadovoljni z našim izdelkom, gremo na predogled in vidimo, kako se bo naša stran pokazala na računalniku. Torej, ta je precej animirana. To dostikrat tudi upočasni nalaganje, tako da priporočam, da pri spletnih straneh ne pretiravate z animacijami. Tukaj pa pogledate, kako to izgleda na telefonu. Priporočljivo je, da pustite, da se spremeni velikost v mobilni napravi. Če je to izklopljeno, bo na mobilni napravi prikazana stran samo pomanjšana, kar pa ni okej. Torej, pustimo, da se velikost prilagodi telefonu. Tako da to je predogled. Ko smo zadovoljni s spletno stranjo, pa jo objavimo. Tukaj priporočam pazljivost, ko boste prvič objavljali, da dodelite URL, torej URL spletnega mesta, ta prvi del, nek univerzalen, mogoče vezan na vaše ime ali karkoli. Sicer vam bo to, kot sem jaz tukaj zapisala, potovanje Toskana, ostalo za vedno. In imate potem na voljo pa še 5 teh podstrani. Pa bom tukaj dala recimo produkti. Ko smo zadovoljni z imenom, z vsem, kar smo uredili, lahko spletno mesto objavimo. In si ga lahko tudi ogledamo. Vidimo URL. Nalaganje je malce počasnejše, ker imamo animacije. Zdaj to je seveda odvisno tudi od hitrosti vaše povezave, ampak spletna stran deluje zelo profesionalno. Edino, kar bo pri vašem, torej, če boste ohranili ta URL, to domeno, boste povsod imeli My Canva site v imenu, ampak za nek začetek mislim, da to ni nič tako slabega. Če gremo nazaj, kadarkoli želimo karkoli spremeniti, lahko ponovno uredimo izdelek, mogoče zamenjamo sliko, zamenjamo besedilo.
takrat moramo ponovno objaviti spletno mesto in tudi nam Canva ponudi znova objavi spletno mesto. Če pa želimo stran popolnoma umakniti s spleta, gremo na nastavitve objavljanja in prekličemo objavo spletnega mesta. Če torej prekličem objavo spletnega mesta in pogledam zdaj, ali je stran še vidna, osvežim in strani ni več na spletu. Tako da to je zelo na kratko, zelo osnovno za spletno stran, ki je na eni strani. Možnost je tudi za krmarjenje, kjer je več podstrani, ampak to mogoče za kdaj drugič.